Ja, najlepša hvala. Zdaj vidim, da sploh gradiva niste prebrali, kajti GEN-I je zahteval zadržanje, torej ne samo mnenja, ampak zadržanje izvajanja 3. odstavka 75.b člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. To je zelo pomembno. To ni samo mnenje Ustavnega sodišča, zadržanje. Imamo tlele soglasno, so sprejeli ustavni sodniki levi in desni, neverjetno. Vi ste dejali, da iz vašega izvajanja sem videl, da sploh niste gradiva prebrali. Ker vi ste dejali, da je samo poprašalo za mnenje. Ne, ni. Zahtevalo je zadržanje izvajanje 3. odstavka 75. člena. Dobro, da niste sodnica. Dobro, da ste poslanka. Hvala Bogu. Se pravkar pripravlja državni prostorski načrt za prvo plavajočo sončno elektrarno na jezeru, Družmirsko jezero, potem, ko so leta 2021 volivci rekli, želimo čisto pitno vodo. To so dejali na referendumu, čeprav so bili zmanipulirani, ampak volja ljudstva je bila izražena. Pride svoboda, spremeni zakon o vodi, spremeni ga direktno, da se lahko plavajoče sončne elektrarne sprejemajo in to spremenijo poslanci, prej zaposleni v GEN-I-ju. In kdo bo te panele dobavljal? Ja, GEN-I, noben drug, spoštovani. GEN-I in to bo veliko hektarjev, ne samo en panel. Kolega Hoivik, to seveda ni nobena replika, ne? Tako da jaz o tem sploh nisem govorila. Držite se teme, ki je na dnevnem redu. Vidim, da ker je to fiasko, kar ste spisali in kar ste sklicali, želite pač seveda sedaj preusmerjati že vso, kar tu na neke projekte, razumete, referendum za pitno vodo. Dajte se držati teme, sicer boste dobili opomin, ker zahajate ves čas. Seveda, vi zahajate s teme, ker je to, kot vam je lepo zakonodajno-pravna služba pojasnila, pa tudi vlada, vse skupaj, sploh ne vem, izgubljamo čas. Spet, davkoplačevalski denar za nič. Izvolite, sedaj ima magistra Klakočar Zupančič besedo. Na sekund po replike, nimate. Izvolite. Kolega Hoivik, nehajte, umirite se, če ne bomo... Kako ste mi rekli? Pa nisva na ti, kolega Hoivik? Ne? Jaz vam nisem rekla, da se lahko tikava. Tako da, ne, jaz se ne tikam s vsemi, tudi ne pogovarjam. Tako da vas lepo prosim, da se poskušajte se obnašati dostojno, čeprav vam je to mogoče težko. Spoštovana predsednica, jaz resnično vam bom pa tukaj zdaj rekla takole. Glede na izvajanje kolega Hoivika, mislim, da tukaj bo pa nujno izreči opomin in jaz vidim, da tudi odvzemi besede pomagajo, ko pač nekdo takole prekrši mejo. To, kar je vam rekel, je bilo tako nespoštljivo, da bom kar osebno se zdaj obrnila na gospoda Hoivika. Gospod Hoivik, res treba iti na tak nivo? Tako nedostojn, tako nespoštljiv, ka vas ni sram. Ka vas ni sram, pišu ka že pred svojimi. Meni je to neverjetno, na kak način se tukaj pogovarjamo in kako skačete v bistvu iz teme in ne samo predsednico, tudi ljudi, ki so prej bili zaposleni. Pa kaj vas to sploh ima kaj za brigati? Ko bi se vsaj tle ustavilo, spoštovana predsednica, poslušajte pazljivo, to je moj postopkovni predlog. Dajte opomin in vas pri tem močno podpiram. Ta državni zbor je šel z takimi izvajanji res predaleč. Lahko rečem, jaz menim, da upam, da govorijo nastopi poslancev SDS-a sami zase. Vas pozivam, da mi odzamete ta opomin in ta odzem besede. Razložil bom, zakaj se to tiče dnevnega reda, kar sem jaz. O čem govorite, kaj vam naj odzamem, kak opomin? Ta opomin je bil, rekli ste, da ste mi dali opomin oziroma ste mi ugasnili. Ne, ni res, kolega Hoivik, tako da nadaljujemo. Besede se pa ne da kar odvzeti. Sedaj ima besedo, nisem vam dala opomina, tako da se umirite. Kar zadeva del razprave, ki so jo omenili moji kolegi, ne, glede članov GEN-I-ja, pri odločanjih v državnem zboru o zadevah, ki so povezane z GEN-I-jem. Zadnji primer. Imamo primer sodnice, ki je sodila v primerih švicarskih frankov in tudi sama je pač poslovala s švicarskimi franki. Kaj je storilo sodišče? Mislim, da je v postopku sodnica. Tudi KPK je nekoč že odločal, kar zadeva recimo glasovanje o tem, kdo bo evropski komisar. Predsednica vlade, tedanja Alenka Bratušek, je bila v postopku in je bilo pač naloženo, da bi se morali iz glasovanja izločiti. Imamo primere, o katerih je odločil KPK. Imamo tudi primere, o katerih recimo, ali pa zdaj imamo primer, o katerih se bo
Dobro, zdaj pa dovolj. Glejte, ura je 17:07. Mi odločamo sedaj o mnenju zakonodajno-pravne službe. Izrekam vam drug opomin, kolega. Vi govorite, očitno zakona o poslancih ne poznate, tudi ustave ne poznate, dajte malo prebrskati o tem, kaj so poslanske funkcije, kaj pa so sodniške, pa kakšni so postopkovni zakoni, ker očitno tega ne obvladate. In zdaj se pa držite teme. Dajte poskušati delovati v dobro državljank in državljanov. Ker te cirkuse, ki jih 30 let že tu gledamo, ne, ki so producirali v tem, kjer smo se znašli, res niso produktivni. Odlično vodite sejo danes in pač umirjeno in tako naprej, tako da samo toliko, no, da se ne bo zdaj gospod skliceval na tisto, ker je pač vse, kar se dogaja potem, ko se seja prekine, tako da bravo Lena, kaj bom pa še tako povedala. Ja, hvala lepa. Če ne dovolite kritike na svoj račun, potem se ne morem strinjati s tem, kar ste prej povedali, da ste za demokracijo. Kritika in svoboda izražanja je eden izmed temeljev demokracije. Demokracije, spoštovana predsedujoča, pozivam vas, da dovolite, če že gospa, vaša predhodnica, predsednica odbora Lena Grgurevič ni bila možna, da razpravljamo v skladu z dnevnim redom, dovolite vsaj vi to. Kolega, dovolim, seveda, sem ga pa že podučila, kaj pravi poslovnik in nisem za odvzem besede, ampak želim, da se razpravlja o vsebini in da gremo naprej s točko. Jaz sem sam želel povedati še enkrat za širšo slovensko javnost in tudi državljane in državljanke, da se je ta zgodba začela, tudi ta pobuda za oceno ustavnosti, pravzaprav izhaja iz tistega obdobja, ko je nastala stranka Gibanja Svoboda, ko se je kanaliziralo denar iz tega podjetja, domnevno, in v tem državnem zboru tudi deluje oziroma ne deluje preiskovalna komisija, ki bi to jasno, transparentno lahko pregledala. Pa tega ne želi, ker ima večino vladna koalicija. Jaz pa predlagam, da se kolegu Hoivniku odvzame beseda, zaradi tega, ker to, česar se je pa zdaj on začel dotikati, je pa, mislim, jaz ne vem, je pod dnom že, pod dnom. Bomo glasovali o odvzemu besede za kolega Hoivika. Kolega Hoivik je dobil 2 opomina. Jaz se strinjam, gledajte, jaz sem že večkrat, tudi kolega Tanko je sam povedal, da je večkrat odvzemal besedo, celo na plenarnih sejah, tako da, ja, jaz se strinjam, ne spoštujete poslovnika, ne spoštujete predsedujoče, ne spoštujete kolegov, ne spoštujete ustave in zakonov. Tako da, jaz se strinjam. Predlagam, predsednica, da date na glasovanje naslednji sklep. Poslancu Andreju Hoiviku, poslancu poslanske skupine SDS, se odvzame beseda. Pričenjamo obrazložitve glasu, sedaj imamo 3 obrazložitve glasu. Prva mislim, da je bila. Pri tem ni obrazložitve glasu, ja. Navzočih je 15 glasovalcev, za je glasovalo 8 poslancev, proti 6, tako da sklep je obveljal. Lepo vas pozdravljam. Ampak še zmer pa niste pojasnili, se strinjam, da gre za instrukcijski rok, za instrukcijski 60-dnevni rok, vendar je 3. člen poslovnika 265. člena tudi jasen, da ukolikor kot predsedujoča temu delovnemu telesu ugotovite, da ne morete zagotoviti obravnave v roku, ki ga je za odgovor določilo Ustavno sodišče, morate o tem obvestiti predsednico Državnega zbora, ki potem mora obvestiti Ustavno sodišče in mu predlagati podaljšanje roka. Tega pa v tem konkretnem primeru ni bilo narejeno. Glejte, to ni ničemur več podobno. Skratka, jaz kot predsedujoča predlagam, da lahko govornik o istem vprašanju razpravlja le enkrat. Govorimo o sklepih, ki so brezpredmetni, torej priporočila, ki so brezpredmetna, zakonodajno-pravna služba je to predlagala, niti ne bi smelo biti bistvo te seje. Jaz kot predsedujoča imam to pravico po poslovniku in slišim vas, kolega Poglajen, počakajte, da zaključim, umirite se. In kolega Poglajen, dostojno se poskušajte obnašati, vem, da vam to ne gre od rok, a ne? Zdaj jaz vas ne morem poslati v kot z bontonom, da si ga malo prebrskate, ker nisem vaš starš, drugače vas bi.
vas pa pozivam, da se poskušate vzdržati, ker danes ste res prešli vse meje, zato tega več kot predsedujoča ne bom dopuščala. Postopkovno, Poglajen. Ja, glede na to, da mi poslovnik omogoča, predlagam, da o vašem predlogu glasujemo, da vidimo, kdo omejuje pravico poslancem do razprave in kdo si želi razpravljati o pomembnih zadevah v naši državi. Dajem na glasovanje sklep predsedujoče, da govornik o istem vprašanju razpravlja enkrat. Tisti, ki bodo seveda želeli razpravljati. Navzočih je 13 poslancev, za je glasovalo 8 poslancev, proti 5. To pomeni, da je predlog sprejet.